Osebno, pa tudi v poslanski skupini SDS pozdravljamo inicijativo za ustanovitev preiskovalne komisije o odgovornosti v upravljanju s terjatvami, ki so bile prenesene na Družbo za upravljanje s terjatvami bank. Pozdravljam tudi to, da so podpisale vse poslanske skupine, mislim, da je 89 podpisov, samo en junak, mislim, da ni dal podpisa k tej preiskovalni komisiji, pa še mislim, da to zaradi drugih razlogov, ne zaradi tega, ker se ne bi strinjal s tematiko. Zdaj, to je, se mi zdi, ena zelo dobra iztočnica za delo te preiskovalne komisije, bistveno boljša kot pred 4 leti za ustanovitev preiskovalne komisije o bančni luknji, ki smo jo morali spraviti skozi proceduro z glasovanjem v Državnem zboru, ker ni bilo dovolj podpisov takrat. Zdaj, mislim, da je ta parlamentarna zrelost prepričala tudi ostale stranke, da so pristopile k tej preiskovalni komisiji, kar daje neko zelo pomembno odgovornost temu telesu Državnega zbora, da v tem mandatu razišče vse stran poti slovenske tranzicije. Zdaj gre za ugotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij in pa tudi uslužbencev ali pa vodilnih mož Družbe za upravljanje s terjatvami v bankah. Zdaj pravi, da omen nomen est omen. V tem primeru ta zadeva drži, ne. Govorimo o slabi banki. To je bila družba, ki je bila ustanovljena zaradi slabih praks v bankah, ker so bile slabe bančne prakse in slabi krediti preneseni v družbo, da bo upravljala s temi terjatvami, pa je dejansko postala slaba banka, slaba institucija. Institucija, ki funkcionira na način, kot ne bi smela. In mislim, da je treba doseči nek nacionalen konsenz, da se pač tako na ta drugič ali ta tretjič davkoplačevalskim denarjem ne dela. In da je treba ugotoviti odgovornost tistih na koncu koncev, ki so ustvarjali to slabo banko in posledično, ki so potem tudi upravljali s temi terjatvami, tudi na podlagi političnih vplivov. Jaz verjamem, da bomo pri preiskavi prišli do zanimive ugotovitve, da je dosti istih ljudi, ki smo jih srečali v ugotavljanju odgovornosti za nastanek bančne luknje, danes prisesano na odločevalske procese v slabi banki. In mislim, da bo na koncu koncev, upam tudi do soglasja v tej preiskovalni komisiji, da kar je preveč, je pač preveč in da je treba to, kar bo preiskovalna komisija ugotovila, potem tudi izvršiti. Kajti, še enkrat ponavljam, še danes niso izvršene ugotovitve in sklepi preiskovalne komisije o bančni luknji, ki so bili izglasovani brez glasu proti v Državnem zboru. Še danes. In to je predvsem apel na koalicijo, naj se zaveda, da so ugotovitve preiskovalnih komisij pomembne in da če sodelujejo, da ni dovolj, da dvignejo roko, ampak da tudi potem udejanijo tisto, kar je bilo ugotovljeno s preiskovalnimi komisijami. In ravno ta soglasnost v zvezi z mandatom te preiskovalne komisije, ciljem in nalogami me na nek način navdaja z optimizmom, da bo to vplivalo na večjo dovzetnost članov parlamenta, ne članov poslanskih skupin, ampak članov parlamenta kot oseb, da bodo zasledovali namene in cilje, zaradi katerih so bile ustanovljene ta in še prejšnje preiskovalne komisije. Jaz bi mogoče ta trenutek izrabil samo še zato, da bi vse tiste, ki morda sodelujejo, so sodelovali ali pa so imeli izkušnje z delovanjem slabe banke, uporabijo to preiskovalno komisijo tudi kot medij, da sporočajo svoje informacije. Namreč mi smo v preiskovalni komisiji v bankah na več sumov prišli preko anonimnih prijav državljank in državljanov, bankirjev, nekdanjih bankirjev in tako naprej, ali pa tistih, ki jih je bančna luknja zadela. In verjamem, da je tudi tukaj veliko zgodb, ki se lahko odprejo ravno na tak način. Tako da anonimni prijavitelji, dobrodošli, preiskovalna komisija, verjamem, bo preiskala in prišla do dna vsaki taki anonimni prijavi. Toliko z moje strani, hvala.